Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Tajkuni se v Sloveniji hitro množijo. Jan, a to pomeni, da se dol dajo? Jo, po moje, da ja. Okay. Svoje tajkunstvo je po Bošku Šrotu razkril še Igor Bavčar, ki je tudi uradno za Petrolom največji lastnik Istrabenza. Skoraj hkrati je borzna posrednica in svetovalka Kolonela Vesna Rosenfeld povedala, da pri Šrotovem prevzemu pivovarne Laško ni bilo nič narobe. Rosenfeldova pravi, da je denar za nakup večinskega deleža v družbi Center Naložbe, preko katere Kolonel obvladuje pivovarno Laško, konec julija 2006 pridobila od zasebnih vlagateljev. Enega famoznega investitorja imate tudi v Ptavu. Jaz verjamem v ta projekt. In verjemite, da v 20 letih dela imam verjetno 2 milijona evrov davčno priznanih ali pa davčno preverjenih z več davčnimi preiskavi, tisti političnimi, takšnimi in drugačnimi, da lahko namenim družbi, v katerega projekt verjamem, 2 milijona, 3 milijone ali 4 milijone evrov. Celo poslovne banke, ki so financirale, so vedele, da bodo meni denar pobrale, če bom projekt sfižila. Finska policija je aretirala 2 zaposlena finske Patrie, ki naj bi bila osumljena podkupovanja uradnikov, da bi pridobili pogodbe s Slovenijo in Egiptom. Obrambni minister Karel Erjavec je kljub temu še enkrat ponovil svoje mnenje o delu Cviklove preiskovalne komisije, ki se ukvarja z nakupom Patrie. Večkrat sem povedal, da gre za politično komisijo, zato so tudi diskusije politične in če smo včeraj spremljali delo komisije, smo lahko ugotovili, da je bilo na komisiji veliko politikanstva. V parlamentu so se spet spomnili izbrisanih. Skupna točka domnevno prelomnega mnenja, ki so ga k predlogu ustavnega zakona o izbrisanih oblikovali 3 pravni strokovnjaki, je, da je pri reševanju problematike mogoč individualni pristop. Tako je vsaj povedal poslanec SDS Branko Grims. Če bo še sedaj opozicija kar kategorično zavračala dogovor o besedilu ustavnega zakona, o posameznih rešitvah, potem bo seveda kristalno jasno, da jim niti slučajno ne gre za reševanje tega vprašanja, ampak da oni želijo, da je to vprašanje odprto, zato da v času predsedovanja Evropske unije lahko obešajo razne plahte tamle po ljubljanskih ulicah o tem, kako ne bi se tako imenovanim izbrisanim, torej v resnici tistim, ki so bili nekoč prenešeni iz registra oseb s stalnim prebivališčem, registra tujcev brez stalnega prebivališča, godila velika krivica vsa ta leta. A sem že? V poslanski skupini Zares so ocenili, da razprava o javni prodaji delnice NKBM, o čemer naj bi razpravljali na parlamentarnem odboru, ni več smiselna. Matej Lahovnik je opozoril, da se zgodba ponavlja s prodajo delnic pozavarovalnice Sava. Kot veste, je ministrstvo trdilo, da je jasno samo to, da iščejo zanesljive, dolgoročne vlagatelje, podobno kot to trdijo zdaj tudi v primeru pozavarovalnice Sava. Kasneje pa se je izkazalo, da so ti dolgoročni vlagatelji z Bahamov in da so ti Janezi iz Bahamov po nekaj dneh te delnice z velikim dobičkom tudi prodali. Niso bili nobeni dolgoročni vlagatelji. Anton Gazvoda, ki je gladovno stavkal, ker od notranjega ministrstva ni prejel sodno dodeljene odškodnine zaradi poseka njegovih nasadov industrijske konoplje, je začasno prekinil stavko. Aleš Gulič iz LDS se je strinjal, da bi z legalizacijo marihuane do takšnih zapletov težje prihajalo. In ker smo glih pri tem, ne, Jan, le kaj sem našla? Ne? To je zihar od Jonasa, ne? Ja, ne vem, najbrž. Bi lahko to on malo pospravljal za sabo, ne? V tistem trenutku tega ne bi bilo, ker bi bile zadeve drugače nadzorovane, prav gotovo bi bila proizvodnja legalnih drog nadzorovana, tudi prodaja in tako naprej, črni trg bi se, bom rekel, razblinil. Jaz mislim, da bi bilo veliko manj težav.
Po mnenju predsednika Mlade liberalne demokracije Slovenije Aleša Bučarja Ručmana je glavni problem, da se mladi ne odločajo za družino, stanovanjska problematika. Oblasti je zato pozval k aktivnejšemu reševanju stanovanjskih težav. To je tisto, kaj si lahko mladi danes sami privoščimo, kupiti Lego kocke. Mogoče, če bomo pridni pa šparali, bomo do jeseni privrčevali za en šotor. Če pa kdo misli, da lahko mladi pa sami rešimo stanovanjski problem, danes se pa izredno moti. O absolventskem stažu komentar dneva Matija Lavrinc. Drage gledalke, dragi gledalci, spoštovana gospa ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Glavne probleme bolonjske reforme visokega šolstva pri nas lahko umestimo v dve kategoriji. Prva so vsebinske rešitve, druga način sprejemanja le-teh. Da ponazorim, še danes se govori, da se je z bolonjsko reformo študij skrajšal, kar preprosto ni res. Po starem sistemu si lahko diplomiral v dobrih 4 letih, danes rabiš za ekvivalent diplome vsaj 5 let. Seveda se tega ni vedelo, ko smo se na bolonjske študije opisovali. Še več, govorilo se je, da bo študij krajši in intenzivnejši. Vendar tudi zelo liberalno interpretacijo pojma krajši obljubljenega ne morem šteti za izpolnjeno. 5 je pač več od 4. A pustimo to. Tema letošnjega leta je pravica bolonjskih študentov do absolventskega staža. V očeh študenta je celotna zadeva izgledala nekako takole. Najprej je bilo logično, da absolvent bo. Potem so se začele govorice, da ga ne bo. Po nekaj mesecih negotovostih je kocka padla. Absolvent bo. Obvestilo o tem je bilo nekaj mesecev objavljeno na spletnih straneh ekonomske fakultete, katere študent sem. Potem pa se je lepega dne gospa ministrica očitno odločila zadeve popestriti in v časopisih smo lahko prebrali, da staža ne bomo imeli. Torej, šlo je za zelo transparenten proces. Trenutno stanje je sledeče. Pravica do absolventa v zakonu je, če bi jo želeli ukiniti, mora državni zbor zakon spremeniti. Pred kratkim sem vas imel, spoštovana gospa ministrica, priložnost vprašati, če namerava ministrstvo predlagati spremembe zakona. Na vprašanja mi niste želeli odgovoriti, dejali pa ste, da se pri sprejemanju odločitev ne smemo prenagliti. Prenagliti? 2 tedna pred koncem predavanj zadnjega letnika študentje ne vemo, če bomo absolventa imeli. 5 mesecev pred volitvami mi ne znate povedati, ali imate v pripravi spremembe zakona. Pa res ne znate? Ali mogoče nočete? Namreč, na spletni strani ministrstva je med predpisi, ki so v pripravi, kakšno naključje, tudi predlog za spremembe zakona o visokem šolstvu. Do danes v dokumentih sicer ni bilo ničesar, ker bi ukinjalo pravico do absolventa. Pa vendar, zakaj nam nočete povedati, ali bo tako tudi ostalo? Spoštovana gospa ministrica, glavni problem v danem primeru ni v rešitvi sami, če bi se o tem odločali pred enim letom, bi mi bilo vseeno. Problem je v načinu, tik pred zdajci se takih stvari ne počne. Vsem študentom pa tole. Ukinitve letos ne smemo dopustiti. Ne zato, ker bi bila pravica do absolventskega staža za študente prve bolonjske stopnje nekaj samoumevnega, ampak zato, ker je samoumevno, da nam je 2 tedna pred koncem predavanj zadnjega leta ne morejo vzeti. Na 2,4-kilometrsko progo od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu se je podalo približno 1500 tekačev. Razlogi za udeležbo so bili različni. Zato, ki moram za šolo. Takrat se pa tako malo, ne vem. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Katalina bo čez en teden izdala ploščo Cvik Cvak. Z nekaterimi slovenskimi skupinami pa se kmalu odpravljajo v New York. To je slovenska okupacija New Yorka, enodnevna. Skratka, nič več ne bo tako, kot je bilo. Ne samo, da predsedujemo Evropski uniji, zdaj bomo kulturno zavojevali ali pa glasbeno zavojevali kulturno prestolnico sveta. Še vreme, pasja vročina še pride. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na Vesti. Pa nasvidenje. Deja.